Se upam popolnoma ti zaupati, moj Bog, ko verjamem, da imaš ti toliko osupljive stvari, da bi mogel res živeti navdušen od jutra do večera, moj Bog. Ja, jaz se zatekam k tebi, popolnoma ti predajam svoje življenje. Oh, haleluja, vreden si. Prisotnosti tvoji znamenje čudeži. Ko izlivaš duha, na stare mlade, v prisotnosti tvoji. Sveti čudežu, pridi kam pomogem, zdi se v slavljenju, ko pojemo tebi. Ogen sveti duh, gori v moji duši, ko kličem tvoje ime. Ko kličem tvoje ime. Zadnja vizija si naš,
tisto temeljno sporočilo za nas, ki smo učenci Jezusa Kristusa, ki smo predali Jezusu svoje življenje, da so Božje zapovedi dobre, da so Božje zapovedi največja modrost, ki jo lahko imaš na tem svetu. Jezus je prišel zato, da bi mi imeli življenje in ga imeli v izobilju. In vse, kar je delal, je bilo s tem namenom, da bi ljudje imeli življenje v izobilju. Tako da on je dal svoje zapovedi zato, da bi mi lahko imeli življenje v izobilju. Ampak hvala Bogu, da ni dal samo to moraš, to moraš, to moraš, tega ne smeš. Hvala Bogu, zato ker to so imeli ljudje že prej, preden je Jezus prišel. Cel spisek pravil, kaj morajo, pa kaj ne smejo. Ampak Jezus je prišel, da nam da življenje. On je prišel, da nam da novo življenje in to življenje je v našem duhu. To pomeni takrat, ko sprejmemo Jezusa Kristusa za Gospoda in Rešitelja, to njegovo novo življenje pride v našega duha. In z njim vred vse njegove zapovedi, zato ker njegove zapovedi so Božji karakter. In Božji karakter je prišel po novem rojstvu v naša srca in zdaj se mi učimo to živeti praktično v vsakdanjem življenju. Eno navodilo je bilo prej dano praktično, kaj lahko ta teden delamo. Praktično lahko iščeš Boga, kako izkazati Božjo ljubezen ljudem. Čez prijaznost, čez uslugo, čez dobro besedo. So načini in to se učimo zdaj, ko hodimo z Bogom. In nadaljevali bomo v Mateju 6. poglavje. Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. In še ena dobra stvar. Za vse stvari, ki jih naredimo v poslušnosti Jezusu, dobimo plačilo pri nebeškem očetu, če je naša naravnanost, naša motivacija pravilna. A je to dobra novica? Haleluja. Ampak upoštevajmo njegovo navodilo. Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli. Kadar torej daješ miloščino, ta beseda lahko pomeni praktično, da obdariš nekoga, ki nima, da mu podariš nekaj, ki si ne more privoščiti, da ga blagosloviš. Lahko pa pomeni, da izkažeš usmiljenje. To pomeni, da odpustiš, recimo. Da prezreš napako, ki jo je nekdo drug naredil in te oškodoval. Kadar torej daješ miloščino ali izkazuješ odpuščanje, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica, tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Zdaj, verjetno se lahko strinjamo, da vsakega dela usmiljanja do drugih ne moremo skriti. In ni point v tem, da Jezus pravi, vse, kar delate dobrega za druge, morate skrivati. Noben človek ne sme videti tega. Ni point v tem. Point je v tem, da če imamo v srcu željo, da bi nas ljudje priznali, da bi nas ljudje hvalili in zaradi tega delamo dobre stvari. Jezus pravi, boste okradeni mojega življenja, mojega blagoslova in plačila, ki vam ga nebeški oče hoče dati. Tako da zelo pomemben in najbolj pomemben pri tem, ko govorimo o Jezusovih zapovedih, je stanje našega srca. 1. Korinčanom 13 poglavje o Božji ljubezni govori, da lahko dam vse svoje imetje za reveže, ampak če nimam Božje ljubezni, to pomeni, če ne naredim tega iz Božje ljubezni, mi nič ne koristi. In potem lahko sem zelo duhoven in prerokujem in imam razodetje Božjih skrivnosti in ful pridigam in sem duhoven in tako naprej. Ampak če ne delam tega iz Božje ljubezni, nisem nič. Haleluja. Tako da
stanje našega srca je tako zelo pomembno. In zdaj, ena od stvari, da bomo razumeli, kaj pomeni to pravičnost, svojo pravičnost, ne delati zaradi drugih ljudi, imamo ključ v temu, kar je Jezus prej povedal. In začel je z ljubeznijo do sovražnikov. V 43. vrstici pravi, slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega sovražnika, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega očeta, ki je v nebesih. Haleluja, koliko pomemben je to. In zdaj to lahko razumemo na dva načina. Eden je to, da Jezus je postavil toliko višji standard, kot so ga imeli prej v Novi zavezi. Se pravi, prej so lahko sovražili svoje sovražnike, ljubili so svoje prijatelje, te, ki so jim delali dobro. To je enostaven. Vsak lahko to dela. Ampak Jezus zdaj pravi, ljubite svoje sovražnike, molite za tiste, ki vas preganjajo. V drugem odlomku v Luki 6:36 pravi, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Tako da na ta način dobimo veliko plačilo od nebeškega očeta. To pomeni, to je ta usmiljeno srce nebeškega očeta v nas, ki deluje v praktičnem življenju. Nekdo ti reče nekaj slabega, ti mu rečeš nazaj dobro besedo. Nekdo te prizadene, ti mu odpustiš. In ne razglašaš tega kot nekaj ful velikega. Recimo, a veš, kva mi je naredil? Veš, koliko me je prizadel? Veš, kaj je govoril o meni? Ampak sem mu odpustil zaradi Jezusa. Mislim, boljš, da si mu odpustil, ampak zakaj bi se hvalil s tem, kakor da je to kaj posebenega? Jezus je rekel, že samo, da greš molit, je predpogoj, da najprej odpustiš. A je tako? Pravi, ko ostanete v molitvi, najprej, če nisi komu odpustil, odpust. Zato, ker je nebeški Oče nam odpustil toliko veliko več. In ta srce Božje ljubezni povzroča, ko živimo to Božjo ljubezen, povzroča, da postajamo dozoreli sinovi nebeškega očeta. Ja, zdaj sem malo preskočil. Ta prva misel je bila en razlog, zakaj, kako to razumeti, je, da je Jezus postavil toliko višji standard, da ljudje, ki so se trudili s izpolnjevanjem zapovedi, dokazati, da so pravični. To je bilo pač, v Stari zavezi je bilo pravilo, vse te zapovedi izpolnjuj in boš živel. Ampak zdaj pa Jezus pravi, ne, jaz pa hočem, da toliko več zapovedi izpolnjuješ, toliko težje zapovedi. In iskren človek, ki bi to slišal, bi rekel, Bog, jaz pa tega ne morem, to je pa pretežko zame. In točno do tega je Jezus hotel pripeljati ljudi, da Božji standard je toliko veliko večji od tistega, kar mi ljudje zmoremo v svoji moči. Da rabimo njegovo življenje, rabimo novo rojstvo, rabimo sprejeti njegovo odpuščanje, njegovo naravo, njegovo svetost, da mi to lahko živimo. Haleluja. In razlog, drugi razlog, zakaj to pravi, je, da ko mi živimo v Božji ljubezni in se odločamo za odpuščanje, se odločamo za usmiljenje, za prizanesljivost do teh, ki so nezreli, ki delajo narobe, ki delajo neumnosti, molimo za njih, blagoslavljamo sovražnike, bo to povzročalo, da rastemo v karakterju Jezusa Kristusa. In v končni fazi boste postali sinovi svojega očeta. Mi smo že postali Božji otroci, tisti moment, ko smo Jezusa priznali za Gospoda in odrešenika. Haleluja. Zato nismo rabili nobene cene plačati, samo verovati in izpovedati svojo vero. Jezus je plačal ceno za nas. Ampak zdaj pa je ena cena za rast, to, da rastemo kot Božji otroci, in ta cena je
poslušnost Jezusu. Ok, haleluja, ampak poslušnost s to novo naravo, ki jo imamo, je lahka stvar. Če skočimo na 1. Janezovo pismo, ne vem, če je to čist zaporedna slika na PowerPointu, ampak upam, da bojo najdel. V 1. Janezovem pismu 5. poglavje pravi: Kdor veruje, da je Jezus res Mesija, je rojen iz Boga, in vsak, kdor ljubi tistega, ki rodi, to pomeni, Bog je ta, ki rodi, ljubi tudi tistega, ki je od njega rojen. Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. To je Božja zapoved, da se držimo njegovih zapovedi, in njegove zapovedi niso težke, kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin? Haleluja. To pomeni, prejeli smo zmagovalno vero. Vera, ki je zmagovalna nad duhom tega sveta. Duh tega sveta je ta, ki se bori za to, da bi mi grešili, da bi mi narobe razmišljali, narobe govorili. Zakaj? Zato, ker duh tega sveta je hudič, ki hoče uničevati življenja ljudi. In ve, da če obrne srca ljudi in poti ljudi stran od poslušnosti Bogu, jim bo slabše in slabše in slabše. To je hudičev namen. Jezusov namen je pa, da imamo življenje in ga imamo v izobilju. Tako da, ampak v tem odlomku vidimo več stvari. Njegove zapovedi niso težke, 3. vrstica tukaj pravi, zato ker vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. To pomeni, z novim rojstvom smo prejeli moč, da premagamo duha tega sveta, da premagamo mišljenje tega sveta, da premagamo navade tega sveta in živimo bolj in bolj in bolj podobni Jezusu. In najpomembnejši rezultat tega je, da ljubimo druge brate in sestre, druge, ki so rojeni iz Boga. Haleluja, ker je ta Božja ljubezen v nas in je nemogoče, da če živiš v tej Božji ljubezni, v zavedanju, kako zelo te Bog ljubi, da ne bi ljubil drugih, ki so tudi Božji otroci. Haleluja. Tako da vidimo, da je zelo velika moč in zmaga v naši veri. V naši veri, da je Jezus Božji sin. To pomeni enostavno to, da verujemo, kdo je Jezus Kristus. Da je Božji sin, da je Bog, da je bil poslan od Boga za to, da je umrl za naše grehe in vstal od mrtvih. Vse te stvari, kar vemo o Jezusu, da verujemo, ta naša vera ima izjemno moč, ker se borimo z duhom tega sveta, z napačnimi motivi srca, ki jih hudič hoče prinesti nazaj. Haleluja. Veliko ljudi, ki so na novo rojeni, izkusijo trenutno spremembo srca. Ene stvari, ki so prej bile problem, stalno so padali v njih, stalno so narobe razmišljali, govorili, v trenutku so osvobojeni. Ampak tudi tisti, ki so v trenutku osvobojeni starih grehov, tudi tisti se potem soočajo s skušnjavami, da grejo nazaj na stara pota. Tako da moramo razumeti, kako velika moč je v veri v Jezusa Kristusa in v ljubezni, ki smo jo sprejeli od Boga in jo sprejemamo od Boga vsak dan. Zaradi tega, ker On nas ljubi tako močno, mi lahko ljubimo druge. Ok, in zdaj ena stvar pride s to Božjo ljubeznijo, zadovoljstvo pride. Ti si naenkrat zadovoljen s svojim življenjem, tudi če nimaš vsega pošlihtanga, tudi če se mogoče komaj prebijaš iz meseca v mesec, pride to zadovoljstvo nad življenjem, hvaležnost, zato ker ti si dobil to, kar je najpomembnejše. Ti si dobil večno življenje, ti si dobil Božjo naklonjenost, Božjo ljubezen, veš, da je Bog prijazen do tebe, da se ne jezi več nate, da ti je odpustil, da se ne spominja več tvojih grehov, imaš mir v svojem srcu. Haleluja. In zdaj v tem stanju
notranjega zadovoljstva. Mi ne rabimo potrditve drugih ljudi in tega, da nas drugi ljudje hvalijo in nam dajo priznanje, zato da bi bili zadovoljni in da bi se počutili, da smo neki. Ker to, da Bog vsemogočni, ki je ustvaril ta svet, vse vesolje, vse atome, da ljubi tebe osebno, da misli nate, da je ponosen nate, kot na svojega otroka. Mislim, kjer človek ti lahko še kaj doda ali pa odvzame. Ne more. Zaradi te velike Božje ljubezni mi zdaj lahko ljubimo svoje sovražnike, izkazujemo miloščino oziroma usmiljenje tistim, ki tega ne zaslužijo in ne rabimo priznanja od ljudi za to. Haleluja, če nam ga pastor da priznanje ali pa kakšen brat ali pa sestra, ki vidi, da nekaj dobro delaš in ti reče, bravo, super si naredil, hvala ti. Super. Bog nam je tudi hvaležen. Ampak dejstvo je, da mi ne iščemo priznanje od ljudi, ker ga ne potrebujemo več. Ok. In smo svobodni, da ne razglašamo tega, koliko delamo za Boga, ali koliko dajemo za Boga, ali koliko žrtvujemo. Včasih lahko poveš komu zato, da ga izgradiš. Zato, da vidi, kako ti praktično živiš Jezusov evangelij. Ampak nimaš potrebe v svojem srcu, da bi to delal. Tvoja nagrada je pri Bogu. Ok. In zdaj bomo skočili na 14. vrstico, oziroma še naprej. 16. vrstica. Nadaljuje to isto misel. Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci, kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skritem. In tvoj oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil. Vidimo to isto sporočilo. Pomemben je tvoj srce, pri vsem, kar delaš za Boga. Pri tem, ko molaš, ko prosiš za druge ljudi v molitvi, ko iščeš Boga v postu, v ponižnosti. Vsem tem je pomembna naravnanost tvojega srca, da delaš to iz ljubezni. Ampak zdaj pač pomemben je, da pravilno razumemo, kaj je ta post. Ker Jezus pravi, kadar se postite, tako kot v 5. vrstici pravi, kadar molite, in normalno je za kristjane, da molijo, to pač kamorkoli kristjani pridejo, molijo, haleluja, in to je dobro, ker Bog deluje čez naše molitve, ni sam zato, da bi mi nekaj delali, ampak Bog deluje čez naše molitve. In tako tudi naš post, naše odrekanje, našo ponižnost, naše iskanje Boga v ponižnosti Bog uporablja. Haleluja. In v Stari zavezi so imeli samo en dan v letu zapovedan post od Boga. Oni so pač se pustili še veliko več, ampak samo za en dan v letu lahko z gotovostjo rečemo, da so res imeli od Boga zapoved, da je dan iskanja Boga, dan počitka od vsega dela in ponižnosti pred Bogom. In to je točno na začetku njihovega leta. To je bilo nekaj tednov nazaj, so Židje praznovali ta praznik, ki se imenuje dan odkupitve, in to je njihov dan iskanja Boga in ponižnosti v postu in molitvi. Tako da cel dan preživijo v taki naravnanosti, praktično cel dan so v njihovi cerkvi, v sinagogi. Ampak za nas nimamo nobene zapovedi, koliko posta rabiš, in kakšen post. Tako da dobro je, da razumemo, da je post ena naravna stvar. Ti, ki zvečer nehaš jesti in piti, ti začneš post in ga prekineš zjutraj za zajtrkom. Tako da Angleži celo rečejo breakfast, kar pomeni prekinitev posta. In
to je zajtrk. Ne? Tako da že samo ta naravnanost, da želiš Boga postaviti na prvo mesto in recimo ne iščeš najprej, kaj boš pojedel zjutraj, ko se zbudiš, ampak iščeš najprej Boga, Božjo prisotnost, se mu zahvališ za vse dobre stvari, ga prosiš za ta dan in potem greš jesti in tako naprej, je naravnanost posta. In samo to, da smo poslušni Jezusovim zapovedim, je naravnanost posta, zato ker mi se marsičemu lahko oziroma moramo odreči, zato da smo poslušni enim njegovim zapovedim. Včasih se moramo odreči ugodju. Včasih daš prednost drugemu, zato ker ne misliš nase, ampak so ti drugi bolj pomembni in se odrečeš nečemu, kar sicer ne bi bilo noben problem. Ne, daš svoj obrok nekomu drugemu. In to je post, ki je Bogu všeč. Da mislimo na druge. Da čutimo, imamo sočutje za te, ki so lačni. Da imamo sočutje za te, ki niso tako blagoslovljeni v življenju, kot mi. Tako da očitno je to neka pomembna stvar, ki rabi imeti mesto v svojem življenju, v našem življenju, ampak ni treba, da je ne vem kaj, kar lahko naven pokažemo, tako kot so farizeji v Jezusovem času, ki so se pustili 2-krat na dan. In pol so spraševali Jezusa, kako pa, da se ti in tvoji učenci ne postijo toliko. Haleluja. Tako da Jezus ni dajal velikega poudarka na to. Takrat, ko ga je Sveti Duh vodil v post, takrat je šel v post. In tako tudi mi. Če nas Sveti Duh vodi v post, ja, takrat je dobro, da gremo v post, da se odrečemo kakšnim stvarem, ki jih ne rabimo nujno, ampak v Božji modrosti. Kar se tiče posta, bi lahko še veliko govorili, tako da, ampak ker moramo počasi zaključiti, bomo še eno zapoved pogledali. Vidimo vedno bolj, koliko pomembno je Jezusu stanje srca. In tale zapoved to še bolj izpostavi. V 19. vrstici: ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta mol in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo. Nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Tako da tvoj zaklad je tam, kjer je nekaj zelo dragocenega. Če ti je Božja beseda dragocena, bolj kakor zlato, bolj kakor biseri, bolj kakor bogatstvo tega sveta, bo tvoje srce v Božji besedi. Če vidiš Jezusa kakor nekaj najbolj dragocenega v svojem življenju, ker je najbolj dragoceno, kar si lahko prejel, in Sveti Duh, prisotnost Svetega Duha, potem bo tvoj zaklad pri Bogu. Haleluja. In če čist praktične stvari delaš, služiš Bogu, investiraš svoje finance v Božje kraljestvo, v to, da izpolnimo Jezusovo poslanstvo, da oznanimo evangelij vsem narodom, te stvari bojo vse povzročale, da bo tvoje srce bolj in bolj v Bogu, v nebeških stvareh, zato ker pač finance so nam pomembne. Vsakemu človeku so finance pomembne, ker predstavljajo preživetje. Predstavljajo poleg preživetja tudi ugodje. Mi vemo, da določene stvari v življenju si lahko privoščimo, zato ker imamo denar. In zdaj, če hočemo dati denar v nekaj drugega, se v bistvu prikrajšamo lahko za nekaj. Ampak zaradi tega ima to toliko močen vpliv na tvoje srce. Če ti hočeš biti blagoslov za ljudi, hočeš biti uporabljen od Boga, boš dajal v to, kar je njemu pomemben. In to ne zato, ker bi moral, ne zato, ker bi ti drugi ljudje rekli, da moraš, ampak zato, ker si želiš,
ker veš, da to Bogu nekaj pomeni in tvoje srce bo bolj in bolj trdno v Bogu, ne v mamonu. In zdaj še ena stvar v povezavi s tem, kaj pomeni, ko Jezus nadaljuje v 25. vrstici, kaj pomeni imeti celo srce za Boga, pomeni ne imeti strahu v svojem življenju. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, ne bojte se za svoje življenje, ne bojte se, kaj bi vam ljudje lahko naredili. Haleluja. Ok. Slava Bogu. In ko smo svobodni od strahu, o tem smo danes že poslušali, Božja ljubezen lahko vlada v našem srcu, vse naše srce je za Boga, mi smo svobodni, da smo poslušni Jezusu in druge stvari nas sploh ne zanimajo. Haleluja, ko vemo, da ne prinašajo življenja. To, kar je v nasprotju z Jezusovimi zapovedmi, z Božjo voljo, ne prinaša življenja, ampak krade življenje. Haleluja, mi pa imamo Jezusovo življenje, slava Bogu. Ok, dajmo se zahvaliti Bogu. Hvala ti, Oče, za tvojo besedo. Hvala ti, da nas učiš svojih poti, da spreminjaš naša srca, Oče. Hvala ti, da nas osvobajaš strahu. Mi se ti zahvaljujemo, da si prišel in nam dal življenje v izobilju, Jezus. In mi gremo za tabo, mi sledimo tebi, mi smo tvoji učenci, mi hočemo opazovati in posnemati tvoj zgled. Haleluja. Tako, kot si ti ljubil ljudi in bil sočuten do ljudi, tako hočemo mi hoditi v tvoji ljubezni. Haleluja. Haleluja. Mi ti odpiramo svoja srca, Gospod, da nas očistaš vsega preostalega zla, vsake sebičnosti, Gospod, vsega, kar nas omejuje in drži stran od tvojega življenja v izobilju. Zato, ker vemo, da imaš več za nas, kot izkušamo vsak dan. Haleluja, vemo, da imaš več resnične svobode, ker ni mesena svoboda, ampak je svoboda tvoje ljubezni. Haleluja, da damo življenje, tako kot si ti dal svoje življenje za druge, da smo blagoslov drugim in da oznanjamo tvojo dobroto, Oče. Haleluja, ker ti resnično si dober in hvala ti, Gospod, da delaš prav zdaj v naših srcih. Hvala ti, Gospod, da nas bo spominjal te besede, da nas boš učil, kako praktično hoditi v teh stvarih, da nas boš učil, katerim stvarim reči ne in kaj sprejeti od tebe, da bomo močni in pogumni, haleluja, in zmagovalni nad duhom tega sveta. Hvala ti, Jezus. Haleluja.